na en prečudovit kraj. Bi prvo se rad zahvalil vsem, ki me podpiraste, ki ste stisnili subscribe, ki ste stisnili follow na Instagramu. Tako, ne, to je koda za prid not. Po sprednji, stari. Brko Racing. Ta kraj ima posebno mesto v mojem srcu, res. Ni problem. Tam pejte na sladoled Margelato. Brko, evo danes te peljem na naši obali eno razgledno točko, ki mi dosti pomeni, in do tam bomo imeli debatni krožek, tako malo lik, da veš, kaj se dogaja, kam se premikamo in tako naprej, ne. Zdaj ti bom še pokazal, kje je Getlow trgovina, če prihajaš iz hrvaške smeri, tako da, ko prideste vabljeni na ogled, da vidite, kaj se vse prodaja, kaj je vse notri, lahko pridete tudi na posvet, klepet, karkoli, z veseljem vam pomagamo. Kar se tiče napredka mojega kanala in vsega skupaj, bi prvo se rad zahvalil vsem, ki me podpiraste, ki ste stisnili subscribe, ki ste stisnili follow na Instagramu, ker če vas ne bi bilo, ne bi to niti delal, ne. Tako da sem hvaležen vsem, no. Hvala vsem za support in tako naprej. Se pa odvijajo divje stvari zadnje čase. Zdaj, ko bo prišel ta video ven, mislim, da bo že bil žreb za vinjeto. Tako da sem ful vesel, da smo se to lotili in da smo nekomu vsaj malo pomagali nekaj. In upam, da bo teh nagradnih iger še več in da bomo probali pač vam dati čim več in se na ta način zahvaliti vsem, ki nas spremljate, gledate, kakorkoli, no. Tako da hvala še enkrat, no, vsem. Eko imam, žmigavec, obvezna oprema. Tu greste levo, ravno. In na vaši desni je trgovina, lej, tam dol po vogalu. Ampak je treba iti okoli, žmigavec. Tu not. In po tem parkingu, prosim, brez divjanja, ne. Ker je bilo že, alarm se je sprožil, da se divja po parkingu. Tako da evo, prikolica je tudi prišla. In tu je trgovina, imate milijon parkinga, tako da parkirajte kamor vam paše. In to je to. Čekaj prvo, da pogledamo članu. Tako, ne, to je koda za prid not. In tu imaš vi parking, ne. Kupiš talarijo in lahko parkiraš not. Kje si član? Evo, to je to. Tako da vabljeni, ne. Evo, majstore smo pozdravili in gremo, ne. Vidiš, ne, avtomatska vrata. O, srečno pot, Čau, ne. bodi priden in se vidimo, ja. Ajde, čau. Gremo naprej, grem sicer po eni poti, ki nisem bil že dolgo časa, tako da upam, da se ne zgubim. Ko je tip, nor? Kam gre tip? Mama moja. Ja, hotel sem pač malo ti povedati o kanalu, o vsemu skupaj, kako se je začelo, kje sem zdaj in tako naprej. Prvo sem opazil, da fulkrat govorim v videu v množini. Ne vem zakaj, tako ker samo pride, ne. Čeprav na začetku je bil plan, da bom večinoma govoril v ednini, ne, zato ker mislim, da vsak, ki gleda ta video, je sam doma, ne, in sam gleda v ekran in nekako se mi je zdelo najbolj logično, da bi govoril v ednini. Pol pa kar naenkrat govorim o množini, kot da nas je 100 na motorju in 100 ljudi je z enim ekranom, ampak to je. Začel sem se pa snemati tako prav čisto iz, ne vem kaj bi rekel, brez veze.
Je pa res, da sem dosti let spremljal ameriško sceno in so mi bili ti električni motori vedno wow, ne. Tega tukaj ni bilo, pol je začelo to prihajati k nam v Slovenijo in vedno bolj mi je to bilo všeč in vedno bolj sem to začel spremljati. Potem sem se pač odločil en dan, da bom šel to kupiti. Sem šel gor v trgovino Robo in sem kupil motor. Začel sem se snemati takoj prvi dan, ko sem kupil motor. Kupil sem si eno staro kamero GoPro in čelado sem že imel in nisem štartal, ne. Sploh nisem vedel, kam bom prišel s tem in kam bo to vse pripeljalo, ampak zdaj snemam cirka pol leta in v pol leta se je ful stvari spremenilo in sem prav vesel. Mislim, da je point vsega, da če delaš, kar te veseli in si v teh krogih, potem se tudi stvari se začnejo odvijati na tem področju, ne. Spoznavaš ljudi, ki jih to veseli, si non-stop v tem krogu in sem vesel, da sem to štartal in da sem se to lotil. Mi je všečno, zaenkrat imam milijon idej, ne vem niti sam, kje bi začel, kje bi končal, koliko idej imam. Tako da hvala Bogu, idej mi ne zmanjka, sem prav vesel, no. No in kje sem ostal, ja, hotel sem še to povedati, da. Potem pač sem spoznal Lukca, Get Low Racing in sem v bistvu z njim prišel do tega zaključka, da bi bilo pametno, da bi se v Kopru prodajali tudi električni motori, ker trenutno se prodajajo samo v Ljubljani in mislim, da je v Kopru dosti več potencijala za prodajo takšne stvari. Plus to, da v bistvu ni človeka, ki se mu dal probati motor, da ne bi bil navdušen. In nič, šli smo v Ljubljano, se zmenili in pripeljali motorje v Koper, tako da na ta del sem prav ponosen, no, da so motori tudi v Kopru in si jih lahko prijeste pogledati in kupiti in upam, da bomo v kratkem tudi organizirali kakšen event, ki vam bomo te motorje malo bolj predstavili, da boste lahko probali, videli in to doživeli, ker dokler ne doživiš, ne razumeš. Tako je. Smo pa komaj na začetku te neke zgodbe. V planu mi je delati to dolgoročno, zdaj kam bo to pripeljalo, ne vem, ampak zaenkrat mi je všeč to, kar delam. Zgubljam dosti časa za editanje videov in tako naprej, ker se še ful učim. Nisem nek računalniški tip, tako da sem se naučil vse sam, delam večinoma vse sam in ta del mi je še malo težek, ampak nič hudega. Delam na temu tudi, da bi pač kupil kamero boljšo z mikrofonom, da se me lepše čuje in da malo dvignem to editanje na malo višji nivo, ne. Ampak o tom potom, ne, bi rekel član, o tom potom. Evo na meji smo, ne, zdaj gremo v Italijo. Samo en nasvet vam dam, ko greste v Italijo, karkoli delati, ne se dosti z Italijani zajebavati, ker to je drugi sistem. Šmigavec. 92% baterije iz Kopra do Italije, ne, tako da pošteno. Se pa vozi normalno, tudi to je res. Zdaj grem samo en kratek košček čez Italijo. Tu je komaj cirkus, ne. Če mislite, da je pri nas cirkus, ne veste, kaj je tu. Tu je komaj cirkus, pravi. Zdaj damo v helikopter malo, ne. Šmigavec. Nisem bil po tej poti že dolgo, ampak mislim, da bo šlo. Kaj si ti, no? Lik policija, stari.
je, veš? Ovo malo pokiteli. Da ja sam neki kašnji radari. 30 je omejitev, mama mi je. Tu gremo levo, Žmigavec. Dobro je, u redu je. Oooo, dajte se ob rob. Pizdarija stari, ko folk nima sam sebe radi. Ja se to sploh ne razumijem, reći. Jebalo te kolove. O, kakve novine kud. Ko imaš toliko časa ta motor, ti je rekao da vanka še 20 konja. Ta član je neki pametan, da vidimo kaj ima za povedati. To je električno. Struja, brate. Jebem ti mater, ja gledam kako ide tako uzbrdo u pičku. Si vidio, a? Pun gas. Odakle si, iz Rijeke, brate? Da, iz Rijeke. Svaka čast, svaka čast. Gdje ćeš? Ja idem doma, radim u Trstu. A, bravo, svaka čast. Da. Vidimo se polako. Bićeš na YouTube-u. Aha. Brko Racing, ajde. Ajde, Ćao. čao. Posprednji, stari. Ja, cirkus teški, ne? Kako se zove YouTube? Brko Racing. Aha, okej. Brko Racing. Pogledaj, ima i na Instagramu i na YouTubeu. Važi, evo. Stisni subscribe. Važi, Svaka čast. Evo, čak. Legenda. Čuvaj se. Šta radiš tu u Italiji? Vozim kamion. Svaka čast. Da. Bravo. Dobro. A dobro je, daj. Ne, ja pržim klija gore, gledam, jeba mater kao, jest mi 75 konja, ali ne more kao baš toliko od nas. Ima 43 konja ima to. A jebote to pičko matinu. Da. Ajde, čao. Smo dobili še en subscribe, ne? Kašna cesta, malo peska, malo to, malo ovo, malo ono. Žmigavec. Probajte vedno dajte žmigavce res. Ja zdaj eni že veste kam gremo. Tam gor. Tam gor. Ej to, naježil sem se. Ta kraj ima posebno mesto v mojem srcu, res. Evo iz Kopra do Socerba 30% baterije poje. Ajde, zdaj ta klanec se malo piču, ampak da bi se vozil kulturno, mislim da z 20% bi prišel do gor. Pa je kar lepa razdalja, zdaj ne vem po kilometrih, ampak je sigurno. Glej kavalo te. A kje ste lepi? Čau! Ko je to lepa žival, res. Evo nas. Glej to. Tam ravno je Trst in tam je Koper. Tukaj pa so naredili vse te ceste, ki jih vidiš v hribu za drugi tir.
To bom šel tudi en dan pogledat, ker da so ceste do jaja. Je vse, cel hrib je prepleten. Ampak glej to. Noro res. Tam gor je pa ena cerkev v obliki piramide in tam bi rad šel, nisem še nikoli bil v tej cerkvi, od spodaj pa je grad, mislim, da je Miramare in tam sem že bil ful lepo zid pogledat. In tukaj ravno, ne vem, če se bo videlo, je ena jadrnica siva, ima 3 jamborje. Huda je, sem jo videl že od malo bližje in je res brutala težka. Če najdem sliko, bom zalepil tu gor. Pa smo videli grad Socerb, gor nisem bil, ker je bil zaprt. In gremo počasi nazaj, rekuperacija na 1, da malo nafilamo baterijo in da šparamo malo bremza do dol. Kavalo, samo kaj je ful smešno, ne? Veš, ti nekdo reče, ja, ne smeš se z motorjem voziti po poteh gozdnih, uno, tretje, uničuješ, ne vem kaj. Glej, kaj so tipi naredili iz hriba, ne? Glej to. Zdemolirali cel hrib, stari. Milijon nekih poti, milijon nekih zidov, uničili ne vem koliko dreves, vse živo in nobenemu nič. Ni problem. Pol ti greš en krog z motorjem po nekem makadamu ali pa ne vem, daš 2-krat po gasu, narediš 2 črte po tleh, cela pizdarja. Mama, kje mi živimo res. Tipi so metali dinamit, vsako večer mi je govoril kolega, ki živi tu dol in hiša se je tresla, stari, ko so delali ta drugi tir. Ampak nima veze, oni lahko. Mi se ne smemo več niti voziti nikjer. Tako da ne vem, malo je to vse skupaj noro. Problem je, ne, res je problem. Čujem, vidim zadnje čase, kot sem prej v začetku rekel, odkar to delam, spoznavam ljudi, ki jih tudi to veseli, ki se tudi s tem ukvarjajo, ki imajo radi motor, pisto, avto, karkoli. In problem je, ker več nimaš kam iti in je drago. In rajše bi otroci divjali po pisti, kot po cesti, ampak je drago. Drago je, ne moreš si to privoščiti. Recimo pista v Kopru hoče 50 € za najem piste, da prideš z svojim motorjem. Dajmo reči, da se hočeš ti sam voziti, pa imaš še otroka, pa kupi gume, pa daj benzin, pa plačaj pisto, pa uno, pa tretje. Ti rabiš 500 € na vikend. Ne na vikend, na dan, da prideš do piste. Jaz ne vem, kdo si to lahko sploh še privošči. Vse je postalo predrago. In vse moti. To je problem. Vse moti. In samo tu vidim prednost na to elektriko, ker ne motiš nobenega. Zaenkrat. Nekaj se bojo spomnili tudi tu, ampak okej. Zaenkrat ne motiš nobenega. Tu ima elektrika neko veliko prednost. Drugače pa mislim, da je ta svet se vrtil na robe smer. Evo, 1% smo dobili. Šlan. Sem pa hotel reči, ne, tudi to sem v začetku rekel, da sem pogledal Ameriko, ker oni so začeli večinoma s temi električnimi motorji in taki ga spremljam že dolgo let, po mojem, od samega njegovega začetka je Suronster. Poglejte si ga na YouTubeu, res top fant. Zelo pameten fant. On je začel s temi motorji, električnimi sistema, tuno, tretje in mu gre ful dobro in pred kratkim imel eno hudo nesrečo. Se je vozil po neki ulici, je tako spustil balanco, sprednja guma je šla v en jašek, je streslo balanco in grdo je padel, res. Cel se je polomil. In ko sem pogledal ta video, mi je bilo malo neprijetno, zaradi tega, ker spodbujaš ljudi, otroke, da si kupijo tak motor, da je smeh, da gre, da uno, ampak po drugi strani
sem zadnji človek na tem svetu, ki bi si želel, da se komu kaj zgodi. In te električni motori nimajo neko končno hitrost in tako naprej, ampak imajo pa uni šus, uni moment, ki ga benzinski motor nima. In tu nastane to nevarno. Tako da, hvala Bogu, imaš 3 mape, lahko voziš v Eko, v Sport, v Hyper, ne samo Talario, tudi drugi modeli imajo različne mape, da se tudi nekatere motorje zablokira, torej če je otrok mlajši, mu ga lahko zablokiraš, da nima toliko moči, tudi preko telefona, tudi preko kode, da otrok ne more to odpreti, vsaj dokler nekih izkušenj ne dobi. Tako da bodite malo previdni s tem, ne? Ni to igrače, je motor, si na cesti. Ne? Oprema nujno, čelada nujno. Čelada je, dosti krat sem bil v papučah, v kratkih rokavih, brez opreme, še sploh zdaj poleti, ko je vroče. Ampak, kaj je ta cirkus? No, jaz grem dol, vse semafor je obenjen proč. V glavnem, obvezna oprema nujno, čelada nujno. In probajte imeti zaprto čelado, vsaj ko greste v gozd ali pa neki, da veš, da boš divjal, ali obvezno zaprto čelado, ker 80% padca je na obraz. In če padeš na obraz, mislim, da je konec. Tako da dejte se čuvati, spoštujte cesto in čuvajte se, imejte sami sebe radi, v prvi vrsti. Glej to, nov asfalt. Glej, ko teče motor, ne moreš verjeti. Viš, da ni črt, ne? Glej ga tega Mariborčina, glej ga. Mama moja je. Kako je folk nor. Na kavo grem tu, Viki Burger. Glej ga. Šlan. Glej to budalo, stari. Mama moja, ma kaj je s temi ljudmi, stari. Prepovedano zavijati v levo. Bomo šli dol, pa se bomo obrnili, a ne? Glej ta cirkus. Balenović, čau. Ajde, čau. Čau, čau. Kako je, moži? Kaj? Koliko gre taka Talaria? Koliko gre? Ja. 115 gre na končne, ampak ima pospešek, ne? Ja. 43 konjev ima. A to je treba imeti 125 spet. Tako, bravo. Lahko pa vzameš tudi uno neregistrirano, brez luči, ne? Ja. Poglej na YouTubeu, Brko Racing. Si videl? Ja. Član. Počakaj, da dam člana nalepko. Iz kje ste? Iz Bleda. Iz Bleda? Ja. Bravo. Tam pejte na sladoled Margelato. Evo, izvolite. Ja. Hvala. Bote mi pridni, nič, ni zakaj. Čuvajte se počasi. Koliko ste stari? 14. 14. Pa imaš one slabše modele, MX-5 pa to, ono je pod 50. Pa je tudi hud stroj. Imamo v trgovini jih prodajam, veš? Ja, ja, imaš v Kopru, lahko priješ mimo, pa vidiš se usedeš in to, MX-5 je dovolj. Za tega Starkarga tudi trebaš imeti 125. Tako, tako, samo ono je že divje, veš? Ja, ja, vem. Začni nekje počasi pa pol naprej. Se vem. Evo, boste bili na YouTubeu. Ja. Ajde, čau, čau. Si učla, ne? Viš, da kako drsi tu asfalt, to ne moraš vidjeti. Eto, lepo. Rižana. Lej, mačko. Glej, zdaj to.
Evo, če pa boste prihajali iz Ljubljane do naše trgovine, greste izvoz Pula, prijeste gor na ta most, dol proti križišču, pa desno, in ste pred trgovino. To je bilo to za današnji krog, hvala vsem za ogled in če ti je bilo všeč, stisni like in subscribe. Ajde, pa ne pozabi žmigovca ugasniti.